Zakaj je osamljenosti v sedanjem svetu tako veliko? Ja, mogoče bi preden se lotimo tega vprašanja, se dotaknili ozadja pravzaprav pojma osamljenosti. Kaj je osamljenost? Ker ne govorimo v tem kontekstu o osamljenosti, da nekdo, nekje čaka sam, pa mu je malo dolg čas, pa se počuti samega. Osamljenost je v bistvu tako globoko doživljanje, da z vsem tem, kar se ti dogaja težkega ali pa na taka prevevajoča čustvena stanja, da jih ne moreš z nikomer podeliti. Da ni enega človeka, ki bi se zanimal zate, ki bi mu bilo mar, ki bi ga zanimal ti kot človek, ki bi ti prišel nasprot. Zato je osamljenost eno tako boleče občutje. Ljudje ga običajno opisujejo z besedami: počutim se, kot da bi bila okoli in okoli mene sama tema, praznina, boli me, nikogar ni. Kako potem skozi vsa ta težka občutja iti skozi življenje? Jaz mislim, da sta dve vzporedni poti za to, kako iti čez to. Ena je gotov, da probaš, da vsak zase poskrbi tam, kjer se čuti samega. Ker osamljenost je vedno rezultat ali pa ima korenine globok v naših otroških spominih in izkušnjah. Ko človek ni imel dovolj senzitivnih staršev ali skrbnikov ob sebi, ki bi se odzivali na njegove potrebe čustvene. In se je razloge za to, da se počuti toliko samega, je pripisal sebi, da je gotovo z njim nekaj narobe, da je on tisti, ki zmeraj, zagreni situacijo, ki je zmeraj slabe volje, ki ni nikoli zadovoljen. Torej, prvi korak na poti ven iz te osamljenosti to, da si reče človek: pa ne, jaz sem v redu, se meni pripada en lep dan, dober obrok, hrana, druženje s prijatelji, en prosti čas kvaliteten, biti z veseljem v naravi, družiti se z vrstniki. To je ena pot. Drugi korak, ki je pa mogoče malo težje, ker zahteva pa veliko več tveganja, je pa, kako si dovoliti tvegati in videti, da svet ni toliko hudoben, da so okrog mene ljudje, ki so dobri in so mi pripravljeni priti nasprot, ki jih zanimam, ki bi bili z mano v tem, samo odpreti se moram.